Lepo pozdravljeni. Mislim, da je za celotno Slovenijo dan, ko podeljujemo nagrade Gospodarske zbornice, zelo velik dogodek. Predvsem zaradi tega, ker slovensko gospodarstvo že vrsto let, mi podeljujemo letos 45 te nagrade, predstavlja okostje slovenske socialne stabilnosti, varnosti in tudi nekega optimizma za prihodnost. Sedaj v teh časih, ko se soočamo z številnimi izzivi in tudi težavami, kako se izviti iz te krize, optimistične besede o stabilnosti, vzdržnosti, optimizmu niso mogoče čisto povsem racionalne in razumljive, ampak ravno zato jih ponavljamo. Najprej, ker imamo številne gospodarske subjekte, ki so uspešni, ki zaposlujejo, ki se obnašajo in ravnajo družbeno odgovorno in imajo v svojih okoljih in v širšem okolju zelo velik ugled. Imamo tudi močno gospodarstvo, ki zelo pomembno vpliva k neki slovenski vzdržnosti. To močno gospodarstvo izvozi preko 26 milijard evrov. Jaz rad ponavljam, mislim, da še premalo ponavljam, da na prebivalce izvozimo 6-krat toliko kot Grčija. Kar pomeni, da smo daleč od tistega, zaradi česar bi morali trepetati, da bi kar po naravni poti morali iti po poti Grčije. Seveda pač ne bomo v širšem prostoru, predvsem pa za uspešnejšim političnim vodenjem države bili bolj strateško usmerjeni za odpravljanje naših napak in za izkoriščanje naših priložnosti, pa seveda nas lahko doleti tudi usoda Grčije. Vendar, če bomo prisluhnili izkušnjam in pričakovanjem tudi letošnjih nagrajencev, mislim, da se nam v Sloveniji za prihodnost ne bi bilo treba bati. Imamo podjetja torej, ki so izjemno uspešna, ki zaposlujejo in predvsem, ki imajo neke zelo jasne strateške razvojne cilje in tudi izdelano pot do teh ciljev. Mislim, da so to te skupne lastnosti, ki krasijo vse letošnje nagrajence in da bodo potem tudi sami to bolj podrobno predstavili. Naj povem, da imamo na Gospodarski zbornici tudi klub dosedanjih nagrajencev. V njem so tako ti mlajši, ki še vodijo številna slovenska podjetja, kot tudi nagrajenci izpred 10-20 let. Danes imamo srečanje z gostom, profesorjem Mramorjem, ki bo predstavil svojo analizo in pogled na trenutne slovenske razmere. Izjemno zanimive pa so tukaj tudi izkušnje in pogledi nekdanjih nagrajencev, izkušenih gospodarstvenikov, ki imajo tudi svoje predloge, kako bi Slovenija lahko bila uspešnejša. Vsem nagrajencem čestitam, jim želim še veliko uspehov, vsem nam pa seveda tudi razumevanje, če mogoče ti uspehi ne bodo vedno tako veliki, kot so v tem trenutku, ali pa če bo Bog ne daj komu kdaj spodletelo. Kot rečeno, imeli bomo za to vedno razumevanje. Za vse tiste dosedanje nagrajence Gospodarske zbornice, ki jim je spodletelo, pa ki so napravili kaj nekoristnega ali pa celo nezakonitega, pa bi si vsi skupaj želeli, da bi imeli predvsem pravno okolje, ki bo znalo na eni strani nagrajevati, na drugi strani pa tudi sankcionirati pozitivne in negativne izkušnje in lastnosti slovenskih gospodarstvenikov. Ampak kot rečeno, danes je za vse nas zelo pomemben dan in jaz sem ponosen, da imamo tudi letos izvrstne gospodarstvenice in gospodarstvenike med našimi nagrajenci, ki se bodo pridružili preko 300 nagrajencem Gospodarske zbornice. Lep pozdrav vsem skupaj. Jaz svojo življenjsko in, bom rekel, službeno filozofijo gradim na svojem mladostnem udejstvovanju v alpinizmu in verjamem, da vsak goro naj se bo še tako visoka, da vsak cilj naj se bo še tako visok lahko dosežemo, če imamo pravo ekipo, če verjamemo v cilj, ki mu sledimo, če smo pripravljeni nekaj za to narediti, vztrajamo in nas spremlja čepec sreče. Moram reči pa tudi, da Korošci k temu radi še dodamo nekaj koroške pregovorne trme.
Seveda pa je vsaka dolga pot sestavljena iz naštetih korakov. Metalravne podjetje v okviru slovenske industrije jekla je prehodil že dolgo pot, ponaša se z domala 400-letno tradicijo izdelave jekla na Koroškem in ravno na izkušnjah in znanju mnogih generacij gradimo današnjo pripadnost zaposlenih in naš močan razvoj. Verjamemo namreč, da je to ključno v daljnih razmerah in dejansko je treba poudariti, da se podjetje kot tako sooča ali pa da deluje v tradicionalno ciklični panogi in da so v zadnja obdobja tudi močni pritiski nizkocenovnih proizvajalcev jekla iz vzhoda, kar pomeni, da z močnim razvojem ves čas želimo biti korak pred ostalimi. Na leto povprečju razvijemo 7 novih vrst jekl, 50 novih izdelkov in tudi v zadnjem obdobju smo veliko investirali. V 6 letih smo za investicije namenili 120 milijonov evrov. Vse to so investicije, ki omogočajo proizvodnjo novih izdelkov, kar nam širi ponudbo na trgu in nam skupaj z, širokim globalnim trgom, ki ga pokrivamo, daje določeno varnost in omogoča fleksibilnost. V lanskem letu smo prodajali naše izdelke na 43 različnih držav in ves čas grejo naša prizadevanja v smeri povečevanja dodane vrednosti našim izdelkom, iskanju in ustvarjanju konkurenčnih prednosti, ki jih na to seveda predstavljamo na trgu. In v zadnjih letih moram reči, da smo zadovoljni, uspeva nam slediti cilju, biti boljši od naše neposredne konkurence. Seveda, nagrada Gospodarske zbornice je na nek način prepoznanje in potrditev dela vseh zaposlenih v Metalu Ravne in tudi na nek način potrjuje pravilnost naše usmeritve. Moram reči, da nagrada, ki je sicer namenjena meni, se deloma pripada vsem zaposlenim, pa tudi kolegom v okviru slovenske industrije jekla. Bom rekel še za konec, veste, v lanskem letu sem bil s koroškimi prijatelji na vrhu enega 8000-čaka in eden izmed njih mi je rekel, na vrhu visoke gore nikoli ne priplezaš sam. Hvala. Futura DDB je v resnici zelo raznolik tim ljudi, kar nas pa dela kompaktne, so pa vrednote in čutim potrebo, da te vrednote tudi danes povem. To so spoštovanje, spodobnost v komuniciranju, mislim tukaj na dolžino krila ali pa globino dekolteja, ampak spodobnost, kako upravljamo en z drugim, poštenje, pa smisel za humor. V načinu vodenja pa morda nekaj, kar mi je bilo vedno vodilo in sem vesela, da smo se povezali z DDB-jem, čigar moto je to bil. Nikoli ni dobiček tisto, kar je cilj podjetja. Dobiček mora biti posledica. Se pravi, največji kapital, ki ga imamo, so ravno ti prej omenjeni futuristi, so ljudje. Dokoliko vlagamo v ljudi, dokoliko vlagamo v delovno okolje, da smo na delovnem mestu, kjer preživamo praktično več časa kot doma, koliko toliko zadovoljni, potem bo tudi naš izdelek oziroma naša storitev dobra. Če bo naš izdelek oziroma če bo naša storitev dobre, potem je dobiček lahko posledica. Jaz verjamem, da je to tudi v teh mogoče malo čudnih časih edini pravi način. In sem vesela, da delam tako dobro ljudi. Pozdravljeni, jaz prihajam iz podjetja Mareniko, ki je brez logotipa, smo ugotovili zadnjič, ko smo jo prosili, zakaj. Zato, ker imamo dve blagovne znamki, s katerimi nastopamo na trgu že od leta 1994, ko smo se začeli ukvarjati z dejavnostjo ležišč. Prvotno kot uvozniki smo se kasneje pretvorili v proizvajalca. Prvotno smo imeli svojo blagovno znamko Leptus, za katero smo že leta 1994, ko smo jo začeli uvažati, vedeli, da nekoč si želimo proizvajati izdelke v Sloveniji. In to nam je seveda uspelo, ne samo da nam je uspelo, te postelje danes tudi uspešno izvažamo v Avstrijo in Nemčijo. In ko smo ugotovili, da znamo pravzaprav dobro proizvajati postelje, smo se odločili, da bomo naredili nekaj novega še na področju ležišč, nekaj drugačnega.
Vodna postelja je namreč tržna niša, zelo majčkana in smo se odločili, da se podamo na področje klasičnih ležišč. Z nekajletnim stormingom v firmi Kaj narediti, kako narediti nekaj novega, nekaj drugačnega, kar nekdo še nima na trgu, smo prišli do modularnih ležišč, ki jih danes prodajamo pod blagovno znamko Leticia in so narejena tako, da so personalizirane za vsakega posebej. Da pa to ne bi bil obrtni nivo, da bi mi zdaj pomerili vsakega krojaško šivali, smo to zadevo naredili tako, da jih lahko proizvajamo serijsko, kar pomeni, če danes dobimo naročilo iz Nizozemske po mailu za točno določeno osebo, imamo poseben obrazec, kjer so teža in ostale telesne lastnosti, lahko v tednu do 2 naredimo ležišča, oziroma v tednu do 2 so ta ležišča že dostavljena z imenom lastnika v državo, Belgijo, Avstrijo, Nemčijo, kamor trenutno izvažamo. In to je tak unikaten model, kjer lahko nastopamo na trgu z svojo ceno. Če bi na trg prišli z nekim izdelkom, ki ga drugi že proizvajajo, si potem lahko konkurenčen samo z nižjo ceno. Mi pa trenutno s tem izdelkom konkuriramo v najvišjem cenovnem razredu in pri trgovcih, s katerimi počnemo tudi zelo uspešno, saj je poleg izdelka narejen tudi poslovni model, ki omogoča pozitiven finančni tok vsakemu, ki dela z nami. Se pravi, ker posluje brez zaloge, izdelki se proizvajajo sproti, pa vendar dovolj serijsko, nam je vseeno, ali dobimo en dan eno naročilo, ali pa 20, ali pa 50, vse to bomo izdelali v tednu 2 in dostavili kamorkoli v Evropo. Za vse to seveda nisem zaslužen samo, ampak odlična ekipa in jaz verjamem, da v Sloveniji imamo ogromno talento in da smo sposobni na vseh področjih biti uspešni, če se bomo le znali povezati in truditi vsi v isto smer. Hvala. Lep pozdrav tudi z moje strani. Naj najprej na kratko predstavim naše podjetje. VPN nadaljuje tradicijo obrtne delavnice, ki jo je leta 1967 ustanovil moj oče. Kasneje se mu je pridružila tudi moja mami in leta 1990 sta ustanovila podjetje. Leta 1992 sem se podjetju pridružila sama in z vodenjem letega pričela leta 2007. Sedaj zaposlujemo 77 ljudi in v prihodnosti načrtujemo še strateške kadrovske okrepitve. Naš proizvodni program obsega črnila, črnilne vložke, alivna peresa, rolerje, flomastre, brisalce za črnilo s korekturo, markerje. V zadnjem času pa smo izdelali tudi svoj prvi kemični svinčnik, ki tako zaokrožuje to našo ponudbo pisal. Ponosna sem, da je Gospodarska zbornica oziroma komisija zopet opazila dobro delo našega podjetja. Saj naj povem, da je za leto 1994 dobil to priznanje tudi moj oče, Jože Melanšek. Ta nagrada je tako zame potrditev pravilne usmeritve, pravilnega razvoja in nazadnje tudi vodenja podjetja. Ključ do uspeha zagotovo v našem podjetju vidimo v vlaganje v investicije, kar nam omogoča razvoj tako same tehnologije proizvodnih procesov, kot samih izdelkov, avtomatizacije in s tem dvigovanje dodane vrednosti. Veliko vlagamo v čisto, naravi prijazno tehnologijo predelave in obdelave novih materialov s plazmo. Poskušamo se čim bolj prilagoditi zahtevam našim in željam naših kupcev, saj se zavedamo, da so kupec ne nazadnje naš edini delodajalec in vsem nam oni dajejo delo. Da dober glas seže v 9. vas nam je potrdilo tudi dejstvo, da smo v koncu lanskega leta prejeli kar precej povpraševanj in še tudi naročil blagovnih znamk iz Evrope in tudi ostalih držav po svetu, kar nam bo omogočilo tudi v letu 2013 in 2014 nadaljno rast po poti, ki smo si jo zastavili. Vsekakor nobenega od teh uspehov, ne mojega, ne uspeha podjetja ne bi bilo, če za sabo oziroma ob sebi ne bi imela tako dobre ekipe sodelavcev, ki s svojim znanjem in izkušnjami obvladujejo svoje delo. Da je treba najprej ustvariti in šele na to deliti, tega se zavedamo vsi v našem podjetju in zato stremimo k odličnosti. Morda samo še ena misel za konec. 1000 milj dolgo potovanje se vsako začne s prvim korakom in tam mora biti v pravo smer. Hvala.
Torej, mogoče najprej nekrat povem, kaj sploh delamo, ker to je bilo tako. Tako bom začel, da karkoli že premikamo in ko se tudi mi premikamo, moramo nekako kontrolirati to premikanje. Tu nastopijo senzori in to so senzori za rotacijo, to je črka R v našem imenu, in za linearno premikanje, za translacijo, ko je črka L, kot vse senzori seveda. Zdaj delamo globalno, kako se je vse skupaj začelo. Začelo se leta 1989, ko sem pravzaprav zapustil bivšo Iskro, ker je bila nekje velika valilnica kadrov in škoda, ki ne več taka, ki je bila. Ampak to je že zelo dolgo nazaj. Leta 1989 se mi je zgodila še ena stvar, bil sem družino, to se pravi, da treba res delati. Imam 4 otroke in vse skupaj je nekako rastlo eno z drugim, in podjetje in otroci. Zdaj so že kar veliki. Začel sem seveda tam, kjer sem pridobil bazo svojega znanja na fakulteti za elektrotehniko, ker sem imel odlične odnose in smo začeli delati prve takšne integrirane senzorje na osnovi silicijevih čipov. Z njimi sem hodil po svetu, tako kot včasih pravijo Ribenčen, Vrban svojo rovo na vlet postavljen. V začetka sem bil precej sam, ampak sam veliko ne moš narediti, sem dokaj hitro zaposlil nekaj ljudi. No, leta 1999 pa sem bil na sejmu v Birminghamu, to se pravi v Angliji, ker sem kazal en dosti napreden izdelek, tako kot ste videli, ta senzor, integriran senzor zasuka, ker z enim samim magnetom določamo lego s pomočjo enega mehkega čipa, ki je res samo 3x3 mm, na tak način, da dobimo pri vrtenju tega magneta za 360 stopinj celih 512 položajev na ponovljiv način. To je takrat predvsej impresioniralo gospoda Davida, sira Davida McMurtryja danes, je dobil plemiški naziv iz podjetja, soustanovitelja podjetja Renshaw, ki je ponudil pomoč in sva se hitro dogovorila za eno partnerstvo. Podjetje Renshaw je imelo takrat zelo že močno razvito mrežo, tudi on je začel pravzaprav sam in prišel precej daleč na tej poti. Imel je prodajne inženirje po celem svetu, imel je dobro organiziran patentni oddelek, tako da smo hitro najdali en skupen dogovor o solastništvu podjetju, naredili smo 50-50, tako da smo precej podobno kot zakonski partneri, se morajo vsem pogovarjati. Nekaj časa je trajalo seveda, da smo prišli do tja, kjer smo, to se pravi, da sem potoval po svetu, šolal njihove prodajne inženirje, naše prodajne inženirje, gradil ekipo znotraj podjetja, ki je bila ravno tako sposobna tiste zahteve trga, ki smo jih srečevali, udejanjati v novih izdelkih, seveda spet v sodelovanju z centri znanja v Sloveniji, tudi strojno fakulteto, tudi z Meteorološkim inštitutom. In en tak pomemben uspeh smo spet dosegali ravno lani, ko smo končali pravzaprav dve stvari. Eno smo zgradili novo stavbo, ker prej smo bili pač razdrobljeni na moji bivši domačiji v Dobrinjah, ker sem z kmetije naredil firmo. Potem to stoji zdaj ta stavba v Komendi, kjer imamo noter res pogoje vse, da lahko kakovostno delamo te izdelke, ki so dokaj zahtevni in dostkrat nastopajo v varnostnih kritičnih situacijah, lahko v letalu, lahko v kirurškem robotu, tudi v avtomobilih se že preizkušajo. Druga pomembna stvar smo pa uspeli narediti v lanskem letu, smo pa dokončali še en projekt, v katerem pa smo poskrbeli za zaščito našega znanja, tako da je nastalo, mislim, da dvoštevilčno število patentov, to se pravi če 10, ki pa predstavlja mogoče eno sorte revolucijo v merjenju pa linearnih pomikov. Za tega smo bili nominirani tudi lani na sejmu Hanovru, na industrijskem sejmu za Hermes nagrado,
kar je neke vrste industrijski Oskar. Nismo ga dobili, ampak smo bili pa blizu med prvi 20. Torej, če povzamem vse skupaj to, imam nekako srečo, da s tem, kar znamo, stalno rastemo, pridobivamo mlade kadre, ki povzemajo naše vrednote in da je to neke vrste res pogoj, da tudi naprej tako dobro delamo. In nagrada, ki smo jo dobili danes, ni samo moja nagrada, vsekakor je to nagrada celemu našemu kolektivu in jaz veseljem delim z vsemi mojimi zaposlenimi. Lep pozdrav tudi v mojem imenu. Prihajam iz Dolenjske in tako kot nekateri moji predhodniki, tudi jaz, midva sva ženo v letu 1993 ustanovila podjetje na način, da sva pospravila del podstrešja in ga preuredila v prvo našo pisarno. Tako si začeli. Imela sva 20 tisoč mark denarja na razpolago in to je bil celotni začetek. Seveda sem do takrat že imel zelo veliko poslovnih prijateljev in ljudi, ki so me zaupali, tako da smo relativno hitro začeli pridobivati prve posle, razvijati podjetje, čeprav smo imeli na začetku interes zaposlovati manjše število ljudi, pa se je potem izkazali, da naročila in dosežki, ki smo jih potem v naslednjih letih uspevali realizirati, so narekovali novo zaposlovanje, nova in mi smo imeli dve smeri. Prva, vlagali bomo v kadre in vlagali bomo v razvoj, to je bila naša osnovna usmeritev in za izjemo od drugih gradbenih podjetij je pri nas več kot polovica ljudi zaposlenih z višjo in visoko strokovno izobrazbo in še nekaj, jaz sem daleč najstarejši od vseh, prvi pod mano je 22 let mlajši, zaposleni vsi potem so še mlajši. Vsi naši zaposleni so, razen tistega, ki še ni eno leto v hiši, ker tudi v zadnjem letu in predzadnjem letu zaposlujemo, so zaposleni za nedoločen čas. Mi smo v letu 2003 ustanovili še hčerinsko firmo v Beograd, zato da bi lažje obvladovali trge bivše Jugoslavije in da bi bilo to izhodišče za nastop na bližnjevzhodne trge. Tudi tam smo izjemno hitro začeli z istim programom rasti, tako da je v bistvu podjetje v Beogradu z polovico manj zaposlenimi v 3 letih doseglo promet skoraj našega slovenskega podjetja. Takoj na začetku, 2 leti po ustanovitvi, smo se povezali z dvema firmama, nemško firmo Roma Kovski iz Butenwizna in avstrijsko firmo Pflaum & Sohn in smo jo ponudili sodelovanje v razvoju. Sprejelo je podjetje Pflaum & Sohn na način, da smo mi svoje znanje vključili v razvoj pritrdil fasadnih ovojev in pa seveda v nevidna pritrdila. S tem smo dobili dovoljenje oziroma podpisali pogodbo, da se bodo proizvodi, ti, ki so pri nas najbolj iskani, prodajali pod blagovno znamko Armaterm. To je bil za nas zelo velik dosežek, ker smo imeli posebne, točene, ekskluzivne pogoje in v bistvu potem nam je v bistvu to odpiralo še hitrejšo pot naprej. Leta 2012 smo ustanovili še drugo hčerinsko firmo za to, da s to firmo smo aktivirali takoj razvoj novih produktov. V tem trenutku razvijamo z strojno fakulteto pritrdilo za različne vrste fasadnih ovojev, za mnogo različnih vrst fasadnih ovojev, izdelek, ki bo posebej pomagal pri obnovi energetskih objektov, pri obnovi energetskih ovojev objektov, ker mi vemo, da smo v zadnjih 30-40 letih za današnje čase gradili zelo neprimerne in, bom rekel, energetsko potratne objekte. To je tista ponudba, ki bo v naslednjem letu intenzivno stopila z našega podjetja na trg in s temi izdelki, ki so v bistvu še nepopolnoma dodelani, ki smo jih sami razvili, smo v preteklem letu že prve objekte zgradili in dobili tudi že prve nagrade za učinkovitost in za bistveno boljše rezultate, kot smo jih obljubili pri podpisu pogodbe. Rezultati od
če gledam skozi neko povprečje 18 let, ko smo prvo bilanco v bistvu oddali, imamo povprečno ustvarjenega dobička na leto, čistega dobička več kot 170.000 evrov in dodano vrednost na zaposlenega skoraj 59.000, tako da v bistvu za našo branžo je to veliko. Smo doživeli tudi v zadnjih letih zelo težke trenutke, ker so mnoga naša slovenska podjetja, naročniki, gradbeni podjetniki zahajali v stečaj in smo zgubljali velike vsote denarja, ampak v bistvu to smo zdaj iz spiska odprtih postavk črtali in v bistvu pozabili in gremo normalno naprej. Tako da stavimo na mlade ljudi, imamo zelo dobre izkušnje z mladimi, so odlični, delovni, pogumni, pošteni, lojalni in iskreni in v bistvu taki ljudi zaupam in verjamem v uspeh naprej. Hvala. Hvala lepa, lepo pozdravljeni. Jaz produkta ne bom podrobno predstavljal, kar ga marsikdo ima trenutno v roki ali pa v žepu. Rad bi povedal zgodbo našega podjetja, kjer sem imel čast sokrojiti zadnjih 6 let. Ne spomnim, da Simobil 2005-2006 ni bilo uspešno podjetje, bilo je podjetje za negativnim EBITDA-jem, ne samo da dobička nismo imeli niti ne pozitivnega EBITDA-ja. Bili smo v zelo podobni situaciji, kot je danes naša država, tik pred bankrotom. Morali smo nekaj narediti in ne samo malo nekaj. Spremenili smo bistveno stvari v podjetju. Stvari smo postavili na glavo. Začeli smo delati stvari popolnoma drugače, iz 3 vidikov. Kdo smo, kaj hočemo in predvsem kako bomo naše cilje dosegli. Tako smo postavili v ospredje ne tehnologijo, ampak ljudi, ki delajo s to tehnologijo. Naše zaposlene, vdahnili smo jim dušo, vdahnili smo jim energijo, dali smo jim krila, dali smo jim ogenj v oči. In to je bil uspeh, ker smo se na osnovi tega tudi začeli lahko odgovorno obnašati do družbe, odgovorno do okolja in seveda tudi odgovorno in prijazno do strank. In to je bistvo našega uspeha, ki je spremenilo poslovanje popolnoma in smo zdaj že nekaj let med najuspešnejšimi slovenskimi podjetji, ne samo v finančnem kontekstu, ampak tudi v odnosu do zaposlenih. Dobili smo kar nekajkrat priznanje Zlata nit oziroma vedno bili v finalu. Dobili smo marsikakšno priznanje za kreativno oglaševanje in pa seveda tudi za odnos do družbe in okolja. Predvsem bi pa rad tudi izpostavil, da vrednote, ki smo jih izpostavili in tudi vrednote, ki jih skušamo seveda skozi našo pojavnost, naša dejanja izpostavljati, skušamo biti vzor tako menedžment v podjetju zaposlenih, kot tudi seveda kot podjetje našim strankam. In seveda ta vzor je naša osnovna vrednota, ki jo živimo in ki je tudi prepoznavna, se mi zdi, danes v Sloveniji. In tudi verjetno zato smo tudi dobili to prestižno nagrado. Hvala lepa. Najlepša hvala. Lep pozdrav vsem prisotnim tudi z moje strani. 2 prestižni priznani v zadnjih 6 mesecih. Moram reči, da se počutim že skoraj kot Tina Maze pri zbiranju kristalnih globusov. Vendar bistvena razlika v mojem primeru je v tem, da gre zasluga za ti priznanje predvsem in najprej veliki družini, skoraj 3000 glavi sodelavcev družbe, ki z izjemnim znanjem dokazujejo, da lahko tudi v drugačnih pogojih, kot je Lek imel prednje postal del velike globalne Novartisove družine, dosegajo enake ali še boljše rezultate kot prej. Čeprav ti pogosto v tem okolju še vedno niso dovolj prepoznani, kajti kljub vsem sporočilom, ki smo jih po prejemu prvega priznanja in že prej sporočali javnosti, se še vedno najdejo posamezniki in družbene skupine, ki ali ne verjamejo, ali ne vedo, ali pa si vzamejo pravico, da o Leku govorijo kot o
nekem poslovnem sistemu, ki niti približno ni več na ravni tistega, kar je bil prednje postal del velike Novartisove družine. Seveda temu ni tako. Lek je danes vodilni razvojni center drugega največjega svetovnega ponudnika kakovostnih in dostopnih generičnih zdravil. Število najtežjih, najzahtevnejših razvojnih projektov se povečuje iz leta v leto. Ravno tako se povečuje tudi število novih izdelkov, kot je bilo že omenjeno, ki jih dajemo na trge. In morda samo en podatek, samo v lanskem letu je bilo približno 40% vseh novih generičnih zdravil, ki jih je na svetovne trge lansiral Sandoz, narejenih v leku v Sloveniji. Torej za oznako narejeno v Sloveniji. In to v družbi oziroma poslovni viziji, ki je lani ustvarila 8,7 milijarde dolarjev prodaje na vseh kontinentih tega sveta. Novartis je prepoznal bogastvo znanj in izkušenj, ki jih združujejo naši sodelavci, in je bil pripravljen to vseh 10 let, ker smo del te velike svetovne družine, tudi ustrezno podpreti, tako da je bilo vlagan v razvoj, v širitev in posodabljanje proizvodnih kapacitet v tem obdobju že okrog 1,3 milijarde evrov. No in če nekako zaključim z simboliko, gospod Gradišnik je z svojimi bogatimi izkušnjami na področju alpinizma povedal, da na vrh nikoli ne prideš sam, seveda tudi v poslovnem življenju je temu tako, vendar bi jaz morda to misel nekoliko preoblikoval. Vsakemu vzpodu na vrh sledi tudi sestop. Mi pa želimo na vrhu ostati. Hvala.